Predavanje se loteva afektivne podlage popularne kulture ob prelomu tisočletja ter njenih implicitnih političnih dimenzij. Odpira vprašanja pop zvočnosti kot avtonomnega fenomena, kot je že omenila Alja, njenega afektivnega dinamizma ter procesov figuracije, ki polnijo zvočne krajine s figurami eklektičnega razosebljanja. Pri tem se osredotoča na lik pop princese Britney Spears in na spremembe v pop krajini v zgodnjih 2000-ih. Britney Spears morda najbolje poznamo po njenem neizprostnem hitu Baby One More Time in njenem poljubu z Madonno in Christino Aguilero na MTV Video Music Awards, medtem ko ostaja njena vloga pri oblikovanju opozicionalne sonične kulture domala neraziskana. Prvič. Fear of losing her lips. Strah pred izgubo svojih ustnic. Manj znano dejstvo je, da je Britney kot otrok razvila strah pred izgubo ustnic. Strah, ki se je skozi leta oblikoval v posebno obsesijo. Kadarkoli nastopi v njeni glasbi tema ljubezni, in to ni redko, se ob izgovorjavi črke L sproži hipen jezični atletizem, kjer Britney s konico jezika preveri, ali so njene ustnice še tam. Tega seveda ne vemo zagotovo, gre pač za eno izmed številnih spletnih spekulacij v zvezi z njeno figuro. Pa vendar odmeva tesnobnost boja, ki se je skozi njeno dolgoletno kariero bil okoli njenega glasu. Glasbena založba Jive Records in Management sta si zanj prizadevala v smislu dobičkonosnega resursa pop zvočnosti. Ona ga je razumela kot temeljni izrazni način, s katerim se lahko udejstvuje kot oseba. Četudi gre za dve različni ontološki ravni, v prvem primeru za glas v njegovi neposredni materialnosti kot stvar zvoka, v drugem primeru za glas kot stvar simbolnega udejstvovanja, kot pogoj uspešne konstitucije osebnosti, sta vendarle združeni v enem in istem fenomenu. S tem pa nagovarjata napetost, ki je inherentna glasu kot takemu. Ni preprosto zgolj zvok, a tudi še ne jezik. Če za hip pritegnemo psihoanalizo, se namreč z glasom procesi konstitucije subjekta pojavi ena izmed zgodnejših instanc autoafekcije in posledično samorefleksije. V tem smislu mu pritiče neka temeljna narcisoidnost. Narcis se je nekega poletja, že en od lova, odpravil k izviru vode, kjer se je pod vplivom Afrodite zaljubil v lastno podobo. Podoba v vodi se mu izmikala, shiral je od žalosti in hrepenenja. Podobna tragika se skriva v boju za lasten glas. Materialna prezenca Britneyjinega glasu je poseljena številnimi tujimi akterji, nikoli pa sem njena, vselej izmikajoča se. To nenehno izmikanje autoafekcije jo pahne v dramatičen boj za avtonomijo. Pri razmišljanju o tem boju ne nameravam zatavati v iskanje lakanovsko-hegeljanskih dinamik dialektike gospodarja in hlapca, v katerih se bi Britney iz strahu pred smrtjo svojega avtentičnega sebstva odpovedala užitku zvezdništva in se predala uporniški konstrukciji figure, kot primeru nikoli izdanega avtonomnega projekta albuma The Original Doll. Se pravi, predala delu, ki se bi, kolikor ne bi bili ti poskusi v kali zatrti strani založbe in managementa in kolikor to zatrtje ne bi vodilo do psihičnega zloma, ko Britney z zadnjimi močmi, zelenim dežnikom v rokah, načenja avtomobile paparacijev, izkazal za pot k svobodi. Tovrstna eksplikacija bi ustvarila več konceptualnih zagad, kot bi jih razrešila. Hkrati pa me tukaj bolj kot prepletanje jasno izrisanih položajev in figur boja zanima sam šum. S tem mislim schizofreno krajino zvočnosti, polno visokih tonov, šestnih črvov, zarotniških intonacij, zvočnih imaginarjev, krikov, razpadajočih subjektivitet in nastajajočih simulakrov, ki se dogajajo neodvisno od neposrednih interesov in dejanj udeleženih posameznikov. Vokalna anatomija je dosledno raziskana. Grlo, latinsko larynx, je organ, ki spada k dihalom. Leži pred požiralnikom v višini 4. in 5. vratnega vretenca in je zgrajeno iz 4 hrustancov. Med hrustanci so razpete mišice grla, ki premikajo hrustanc ter napenjajo in popuščajo glasilki ter ožijo oziroma širijo špranjo med njima.
Notranjost grla prekriva sluznica, ki je rahla in občutljiva. Na vsaki strani sta 2 sluznični gubi, med njima pa je grlno žepno. Spodnja sluznična guba je glasilka, ki je razpeta med ščitastim in piramidastim hrustancem. Špranja med njima je glasilni razporek, rima glotidis. Med dihanjem sta glasilki razmaknjeni, med govorom pa se zbližata. Zbližanje glasilk poraja zvok, ki ga dodatno oblikuje anatomija ustne votline, kjer imajo ključno vlogo ustnice in jezik. Pri izgovorjavi fonema L se jezik načeloma pogne in iztegne v smeri neba, ustnice pa ostajajo sproščene v polodprtem položaju. Britney se zoperstavlja temu fonemološkemu normativu. Jezik in ustnice opogne tako, da se stikajo. Pričakovati bi bilo, da bi tovrstna sprememba posledično vodila do nekoliko popačenega fonetičnega karakterja izgovorjenega, a do tega začuda ne pride. Zvočnost izgovorjenega fonema ne ustreza izvedenim premikom ustne votline. Kaj se dogaja sredi tega materialnega neskladja? Po eni strani gre za napako v perspektivi. Pop je multimedijski format, v katerem zvok in podoba pogosto le stežka ohranjata medsebojno časovno konsistenco. Z drugimi besedami, nista vselej sinhrona. V tem smislu ni nujno, da zvok zvezdničenega glasu in podoba njenega telesa dejansko sovpadata. Njena konsistenca ni zagotovljena z materialno prezenco skupnega vira, kar pa tudi ni nič posebno novega. Končni produkt je sinteza različnih posnetkov, iteracij, v katere se rade prikradejo razlike. To sicer pojasni, kako pride do tega neskladja, ne pojasni pa razloga zanj. Od kod ta jezični atletizem? Kolikor se neskladje pojavlja pri osnovni operaciji izgovarjave fonema L in kolikor do tega neskladja pride le, kadar izgovorjavo obravnavamo med zvokom in podobo, se pravi intermedijsko, in ne znotraj posameznega medija, torej ne izključno na ravni zvoka ali na ravni podobe, kjer sta zvočnost fonema ter podoba njegovega izgovarjanja skladna v svojih iteracijah. Pravilno izgovorjen fonem vselej le slišimo, napačno izgovorjen fonem vselej le vidimo. Si je težko predstavljati, da bi razlog za neujemanje bil le v časovni zaznamovanosti končnega posnetka. Neskladnost je še preveč skladna za to. Kaj če to neujemanje ni zgolj stvar naključja ali malomarne montaže? Jezik tukaj postane samolasten fenomen, tangni, kot ga imenuje internet. Kar pomeni, da se odmikamo od scene, ki jo zapolnjujejo konkretne osebe, posamezniki. Nič več Britney, le še nekakšen jezikni. Vendar kolikor ne gre za konkretne osebe, zakaj potem še sploh gre? Ljubezen s svojim novim fonetičnim dinamizmom namreč razpira globino delnih objektov, kot je opisala Melanie Klein, kjer je telo razcepljeno na nasilni vrvež delcev organov, ust in prsi, ki krožijo po psihoanalitični sceni med materjo in njenim otrokom. Jezik tangnja na poti k nebu ustne votline zavije s poti in se odpravi na drzno pot mimo alveolarnega grebena in zob, da na koncu pristane na ustnicah. Strahom pred izgubo le-teh procesira izgubo samega manka. Manjka prsi matere, ki je v kleinovski strukturi ključen za vzpostavitev subjekta. Procesira manko, ki ga zadržuje v predosebnem režimu delnih objektov, v hrupni globini, za katero bi Gilles Deleuze rekel, da je polna pokanja, škripanja, prasketanja, eksplozij, razsutega hrupa notranjih objektov, pa tudi neartikuliranih krikov, vzdihov teles brez organov, torej vsega, kar oblikuje schizoidni zvočni sistem.
Od obsesija jezičnega atletizma. Ko umanka sama možnost konstitucije obljubljene celote, umanka manko, ki ga nemi jezik paranoično išče v upanju na kanček smisla. Kar pomeni, da se boj za glas ne tiče toliko Britney in njene založbe, kot pa samega Tangnija, sizoidnega zvočnega sistema, v katerem se glas nadjaza nikoli uspešno ne poraja svojih hrupnih globin. Drugič, Mona Lisa. V zadnjih mesecih boja z založbo, ki se konča z zvezdničinim psihičnim zlomom in zaradi katerega je omajana ne le njena podoba in znamka, temveč tudi osebna in pravna avtonomija, Britney likne prvi singel iz novega albuma The Original Doll. Paparazzi so jo kot ponavadi zasledovali po cestah Los Angelesa in nestrpno čakali na trenutek, da se s svojim kabrioletom za hip postavi pri rdeči luči, da se lahko zapelje ob njen bok, posnamejo rafal fotografij in iz nje z vsiljivim izpraševanjem iztisnejo vsaj kakšen kratek komentar ali dva. Na posnetkih izgleda, da se Britney kaj dosti ne zmeni zanje. Namesto besed jim v odgovor pojača zvok svojega avtoradia, kjer se vrti njen doslej neznani komad. Nekaj dni zatem se Britney brez običajnega spremstva varnostnikov z zapečenim CD-jem pojavi na lokalni radijski postaji in javnosti predstavi svoj novi singel Mona Lisa. Ladies and gentlemen, I've got a little story to tell about Mona Lisa and how she suddenly fell, so se glasile začetne vrstice. Zakaj Mona Lisa in kakšen padec? Ko pomislimo na Mono Liso, pomislimo na misteriozno figuro, na morebitno femme fatale in njen enigmatičen izraz. Femme fatale Britney gotovo ni. Ob njeni figuri ne pomislimo na enigmatičnost ali misterioznost, temveč prej na obljubo poznanega, domačega in idiličnega. Ne femme fatale, temveč American Girl Next Door. Podobni si torej nista, nekaj pa jo vendarle druži. Na eni strani imamo eno izmed najbolj fotografiranih žensk na svetu, na drugi eno izmed najbolj slavnih in reproduciranih obličij in umetniških del. Kar jo druži je analogen položaj v družbi, slavni sta. Slavo pa navadno spremljajo vse prej kot navadne okoliščine. Decembra 1956 je Bolivijec Hugo Ungaza Villegas v Da Vinčijevo sliko zalučal kamen, in sicer s takšno silo, da je razbil zaščitno steklo in poškodoval kanček pigmenta okoli Monalisinega levega komolca. Zaščitno steklo naj bi muzej uvedel nekaj let pred tem, kjer se je neznani moški tako zelo zaljubil v njeno podobo, da je skušal s švicarskim nožkom izrezati iz platna. V 70-ih je slika potovala na začasno razstavo v Tokio, kjer jo je nekdo protestno pografitiral. Leta 2009 pa je neka ruska ženska vanjo zalučala skodelico za čaj. V zadnjih dveh primerih portret ni bil poškodovan. Mona Lisa je ena izmed najbolj opevanih in obenem najbolj parodiranih podob na svetu. Reproducirana naj bi bila v več kot 300 slikanjih in vsaj 2000 oglasih. Kljub temu pa nevarnost, ki pogosto preti, ni toliko nevarnosti izgube njenega nereproduktibilnega, avtentičnega jedra, kot nevarnost neposrednega fizičnega uničenja. Očitno je na slavnem obličju nekaj, kar ga napravlja neznosnega. Morda je poskus uničenja, izraz starega trika patriarhata, napraviti stvari imaterialne, napraviti iz konkretnega obličja Mona Lise le še gnetljivo idejo ženskega čara. Morda se slavo le ojačajo nasilne investicije, ki že vselej prevevajo osnovne parametre obraznosti, se pravi univerzalnost obraza in njegovo inherentno imperialno etičnost. V vsakem primeru se njunih obličij drži ikonoklastična tesnova, s katero je motiv padca, now see everyone's watching, as she starts to fall, they want her to break down, there will be a legend of her fall, mogoče razumeti v novi luči. Podobno kot segrevanje ozračja, povzroči talitev permafrosta in s tem erozijo zemlje, njen odor,
kot primer Batagajke, sibirskega kraterja, ki ga lahko vidimo s satelitskih posnetkov iz vesolja. Se tudi materialna in simbolna razsežnost sodobne družbe premika v napični smeri. Čustveni zlom kot sesutje ali breakdown bi lahko zlahka razumeli kot ključen mentalni pojav v zgodnjih 2000-ih, polneč strani rumenega tiska, uničujoč kariere in na splošno veljavo stabilnosti, ravnovesja in nadzora. S padcem dvojčkov leta 2001 skoraj pade tudi kariera druge pop zvezde, Mariah Carey. Govorice o njenem čustvenem zlomu so se začele krožiti po propadli izdaji albuma Glitter, nesrečno izdanega prav 11. septembra, čemur so sledili ekscentrični nastopi na MTV oddaji Total Request Live. Tudi v tem primeru zavzema motiv padca v srednjo mesto pri pop zvezdnem imaginarju. V besedilu ene izmed pesmi iz Glitterja odmeva skoraj profetično začudenje. Who would have believed that you and me would fall and land together? Kdo bi si mislil, da bova padla in pristala skupaj? Carey in padec si zato vsekakor zasluži legendarni status. Padec in pristanek, falling and landing, se sicer seveda nanaša na ljubezenski motiv, na zaljubljanje, falling in love, pri čemer opeva nek življenje spreminjajoč dogodek, v sklopu katerega so karte na novo razdeljene, udeleženi osebi pa rekonstituirani. Carey v besedilu nagovori začudenje ob nastopu novih možnosti skupnega življenja z ljubljeno osebo, reflektirajoč življenjske spremembe in osebnostne redefinicije, ki jih takšno zbližanje nujno vključuje. Naenkrat ni nič več, kot je bilo, in kar je bilo, je sedaj videno skozi novo perspektivo. V tem smislu predstavlja padec predvsem ključen obrat, nekakšno zarezo v realnosti. Tako kot predstavlja padec dvojčkov zarezo v realnosti za ameriško zavest. Od takrat enostavno ni nič več enako. Jacques Rancière vidi v dogodku padca dvojčkov in političnega odziva nanj odmev tega, kar sam imenuje etični obrat v politiki in estetiki. Oblikovanje sfere nerazločljivosti, ne le med političnimi in umetniškimi praksami, temveč tudi tega, kar je služilo kot jedro starega pojma moralnega. To je razlikovanje med dejstvom in zakonom, med tem, kar je, in tem, kar naj bi bilo. Etika po njegovem mnenju predstavlja ravno sesutje norme v fakt, česar odličen primer je dramaturgija neskončnega zla, kot jo je mogoče zaslediti v govoru Georgea W. Busha Only infinite justice is appropriate in the fight against the axis of evil. S tem, ko govor o vojni proti terorju poveže obliko napadov, se pravi sam teror, s tesnobo, ki jo poraja, strahom, da lahko na podoben način nastopijo do tedaj povsem nemisljivi dogodki, sproži nelagodje, ki ga občutimo ob implicitnem nasilju demokratičnega družbenega reda. To omogoča, da vojna proti terorju postane stvar pravice, za katero nobena druga pravičnost ne more služiti kot norma. Pravica, ki se postavi nad vsakršno vladavino zakona. Z etičnim obratom odpade potreba po razpravi o upravičenosti sredstev, vojnih, političnih, družbenih, kar pa prikladno sovpade z zlitjem interesov ljudstva in interesov kapitala. Eno se ne razlikuje več od drugega. Le še skupno življenje, moten soobstoj, ob katerem kdaj morda le še uspemo reči Who would have believed that you and me would fall and land together? Pa vendar je nekaj srhljivo lepega na sovpadanju padca dvojčkov, simbolnega centra interesov kapitala in sesutjem Careyjinega osebnega ter profesionalnega življenja. Padec kot sesutje, breakdown, nosi karakter ljubezni, natančneje karakter sladkega čara sveže zatreskanosti, s katerim se, kot že rečeno, karte na novo razdelijo, deležne subjektivitete rekonstituirajo. Karakter ljubezni seveda ne zadeva zvezdničine osebne naklonjenosti oziroma nenaklonjenosti terorističnemu napadu, pač pa sonično konsolidacijo obeh padcev. Carey in dvojčka stopijo vzajemno investicijo v nežen objem šuma, ki se nabira na skrajnih mejah naših predstavnih zmožnosti, kjer vlada padla perspektiva,
Perspektiva iz povrnjenih predoidipalnih globin, zaznamovana z adrenalinom, dopaminom, oksitocinom in drugimi hormonskimi telesi na strani svežega toka libidinalnih investicij. Ko dvojčka in Carrie padejo, Amerika stopi skupaj. Zdi se, da Britney obenem preceni in poceni moč svojega pevskega glasu. See, everyone knew her. They knew her oh so well. Now I am taking over to release her from her spell. Zaveda se sil, ki so na delu okoli njene figure. Tako kot je ljubezen lepa, dokler ni, in ameriške sanje idilične, dokler skozi nje ne spregovori skrivni teror, so tudi euforične višine dopamina sladke, dokler se vanje ne prikrade grenak kortizol, hormon stresa. V višine lahko le pademo. To je temna plat sladke bubblegum pop zasvojljivosti. Ko želi prevzeti vajeti in prekiniti urok Mone Lise, The Curse of the Original Doll, torej urok prvotne punči, in ne poskuša obvarovati pred izgubo njenega nereproduktibilnega avtentičnega jedra, temveč jo iztrgati iz deročega toka libidinalnih investicij. Kot rečeno, naslavnih obličij je nekaj, kar jih napravlja za neznosne. Tako za tiste, ki jih gledajo in se navežejo na nje, kot za tiste, ki jih nosijo. Ni euforije popa, brez njegove svojevrstne vrtoklavice. Britney se zaveda, da je njen glas ravno pravšnje orodje za to vrsten podvig. Vzemimo na primer ritem, ki ga glas lahko uporabi kot nekakšno, recimo temu ničejansko prisilo. Niče se je navduševal nad starogrškim prepričanjem, da je heksameter bil iznajden v Delfih. Domneval je, da kolikor je verz bil uporabljen tudi pri rokovanju, naj bi ritem tudi sicer, torej vsak ritem, deloval prisiljujoče ali vsaj obvezujoče. Grško besedo zapustiti si prerokovati je tako najprej razumel kot dati si kaj določiti, kot je zapisal, citiram, človek misli, da lahko s tem izsili prihodnost, če pridobi na svojo stran Apolona. Konec citata. Podobno velja za fenomen petja kot takega. Če izpovedovanje, jamranje, pritoževanje še terja svoj davek, kot bi rekla Deleuze in Guattari, te petje nič ne stane. Namesto da okuži ljudi s težo malomeščanskega resentimenta, jih v nekem smislu dejansko obogati, zaveže jih svetu prihodnosti, ne preteklosti. A če vse to pomeni, da se Britney s svojim skrivnim albumom končno zoprstavi silam, ki jo šibijo in v ničejanskem smislu postavi na stran življenja ter sveta prihodnosti, now I am taking over to release her from her spell, kako to, da zgolj nekaj kratkih mesecev kasneje z dežnikom napada avtomobile paparacijev? Kako to, da ko končno prevzame vajeti, ko končno pride do glasu, ga hkrati tudi že dokončno izgubi, izstopi? Ko britoglava Britney zagrabi zeleni dežnik, vse kaže, da urok ni prekinjen. Še več zdi se, da je prerokovani padec Mone Lise, ki je seveda Britney in padec, končno tu. Je možnost, da je poanta res tako preprosta in je boj bil že vnaprej izgubljen? Kot rečeno na začetku, morda njen glas nikoli ni bil povsem njen in je z oddalitvijo od založbe in menedžmenta ter pričetkom dela na skrivnem albumu le še ujačala vpliv sil, ki ta glas poseljujejo. Ko so odpadle institucije, naj bi zaživela institucionalnost v glasu samem. Osvoboditev kot zlom? Ne povsem. Pred nami in njo se krivenči neka zelo posebna pop subjektiviteta, ki je Britney vsekakor nasledi, a je žal nikoli docela ne prepozna in posledično ne more pripoznati. To je ta tangni, ne Britney, schizoidni zvočni sistem, ki hrope, praska in hlasta izpod debelih plasti avtotunanih vokalov. Tretjič. Don't let me be the last to know, don't hold back, just let it go. Leta 2001 je avstralska pop zvezdnica Kylie Minogue izdala svoj 8. studijski album in singlom Can't Get You Out of My Head zaznamovala desetletje. Album in singel bi lahko zlahka doletela
Ista usoda kot Glitter, Mariah Carey, katerega nesrečen ameriški izid 11. septembra 2001 je znatno prispeval k slabi prodaji in s tem neuspešnosti albuma, če se temu ne bi izognil z večstopnim mednarodnim izidom. 8. septembra 2001 v Avstraliji, 17. septembra v Veliki Britaniji in šele 18. februarja 2002 v ZDA. To je pripomoglo ne le k uspešnosti albuma in njegovega vodilnega singla, temveč tudi k uspešni premostitvi paradigme neznosne sladke zasvojljivosti, razširjenja s tako imenovanim teen popom 90-ih v svet po 11. septembru. Narativni premik v tedanjih komadih pop princese Britney Spears se na videz še kaže kot premik od popolne predanosti kultu pop konzuma, naprimer I'm a Slave for You, predstavljen javnosti na MTV Video Music Awards 5 dni pred terorističnim napadom, k uporu družbi nadzora vse prežemajoči oblasti glasbene industrije in medijskega očesa, naprimer Overprotected, izdan 3 mesece po napadu. Govorimo torej o premiku, ki je na videz tudi bolj na strani opozicionalne kulture, ki jo Jennifer Chow pripisuje glasbenim projektom kritičnim do takratnih pozicij ameriške oblasti, kot pa na strani pop-patriotizma, značilnega za post-9/11 pop-kulturno krajino. Medtem pa tranzicijski Can't Get You Out of My Head neposredno spaja sladek užitek sveže zatreskanosti z nevzdržnostjo agoničnega vdora v notranjost in pop subjektivitete, s čimer se ta izkaže za uveljavljen izraz te iste pop zasvojljivosti in predanosti, ki v svetu pred 9/11 služi kot notranji ustroj ameriške pop kulture. O tem priča tudi videospot singla Minogue, kjer je koreografirana agonija in nezmožnost misli in delovanja pospremljena s spokojnostjo in živahnostjo kakšnega zgodnjega spomladanskega dneva. Kar s tem singlom stopi v ospredje, je nenehno prisotna slutnja, da vsiljujočih se glasov ni možno preprosto izgnati iz glave. Ko Kylie poje I can get you out of my head, poje iz pozicije, v kateri se bo britoglava Britney znašla šele nekaj let zatem. Minogue neposredno reflektira, kako vsakič, ko spregovori, nekaj govori skozi njo. Začuda pa je agonizem te poseljenosti s paraziti, kot rečeno, že pospremlja z neko presenetljivo pomirjenostjo zavedanja, da se pravi boj odvija nekje drugje, da je boj, ki ga bo nadaljnjih 5 let bila Britney Spears, lažen boj. Sopadanje teh na videz nasprotujočih si predstav, sladke zasvojljivosti in agoničnega vdora, je osrednja točka, okoli katere se vzpostavlja ideja akustičnega nadzora, ki naj bi nadomestila paradigmo okularnega nadzora, kot je bila zastavljena z Benhanom in popularizirana s Foucaultem. V tem smislu odmeva to, kar Steve Goodman, teoretik in član raziskovalne skupine za kibernetsko kulturo CCRU, nagovori kot sonično vojskovanje. Citiram. 21. stoletje se je začelo udarno. Vzpostavilo je odmevajočo frekvenco strahu in od takrat planet vibrira, drhti. Programerji anonimnih omrežij za medsebojno izmenjavo datotek, ki so mutirale globalno glasbeno industrijo, so se v odmevu tega poka izkazali za znanilce dejanj viralnih terorističnih mrež. Na mize arabskih medijskih hiš so v neenakomernem ritmu prihajale audio in audiovizualne kasete, posredujoč džihadistične javne izjave. Zahodne varnostne agencije pa so z namenom preverjanja teh redkih sledi terorja zvočne fragmente, soundbites, podvrgle audioforenzičnim analizam, vokalni sporednici, analiziranju prstnih odtisov, ki digitalno preiskuje prehode med fonemi in vzorcem motenj kot edinstvene identifikatorje glasu. Ne glede na njihovo resnično vrednost, so ti pulzirajoči sonični signali v ekologiji strahu sprožali realne, netelesne transformacije. Te značilnosti so nove, četudi so sonične dimenzije konfliktov starodavni pojav. Po Hitlerjevi rabi zvočnika kot mehanizma za afektivno mobilizacijo med drugo svetovno vojno in Bin Ladnovih zvočnih posnetkov so tehnike soničnega vojskovanja naposled vstopile v vsakdan. Toda kako izmuzljive decentralizirane
mreže sodobnega asimetričnega vojskovanja odmevajo znotraj decentraliziranih omrežij sonične kulture. Kako so zvočni sistemi, ki se stojijo iz teles, tehnologij in akustičnih vibracij, vse skupaj v nekakšni ritmični naklonjenosti, nameščeni v vojno razpoložen čutnosti in informacij. In kakšne demilitarizirane cone lahko ustvarijo, morda laboratorije afektivnega inženirstva in eksorcizma groze, ki zavzemajo prekarne virtualne prage med plesom in nasiljem. Z drugimi besedami, kaj je sonično vojskovanje? Konec citata. Kakšne odgovore na ta vprašanja nam ponuja Minogue? Tranzicijsko obdobje, ki ga predstavlja njen Can't Get You Out of My Head, sopade s procesom transformacije glasbene industrije v času digitalne produkcije, diseminacije in konzuma glasbe. Ob nastopu novega tisočletja so glasbene založbe z vse nižjimi stroški produkcije prodajale rekordne količine albumov in osvajale globalni trg. S pečico natančno formuliranih strategij sonične konstrukcije so vse bolj učinkovito poganjale čustvene in pozornostne investicije hitro večajoče se mase svojih konzumentov. Izzivi interneta in nastop digitalno kompresiranih audiodatotek, MP3, skupaj z novimi spletnimi tehnologijami, diseminacije tovrstnih datotek, Napster, Gnutella, Freenet, so po eni strani morda nekoliko okrnili rast industrije, vendar po drugih hkrati povečali diseminacijo njenih produktov ter posledično njihovo prodornost. To je decentraliziralo moč behemotov glasbenega založništva, kot tudi njihovo vlogo pri snovanju formul sonične konstrukcije. Zato te danes niso več nujno produkt uveljavljenih avtorjev skladb in glasbenih producentov, pač pa pogosto plod avtonomnih formacij, nasičenih in prekrivajočih se zvočnih krajin, ki jih ni mogoče zamejiti niti na glasbeno industrijo, niti na prosto kreativnost interneta, niti na družbo nadzora, četudi akustičnega, ki po 11. septembru doživi nezanemarljivo ojačitev. Pop glasba se v tem kontekstu razide v splošnejšo pop zvočnost, kjer odsotnost očitnih nosilcev oblasti, direktorjev behemotskih glasbenih založb in medijskih hiš, poraja slutnje abstraktnih mehanizmov tehnosonične družbe nadzora. In v skrajnem primeru paranoidne fantazme o okultnih korporativnih skrivnih frakcijah, ki si prizadevajo za nadzor nad danim prebivalstvom sredstvi skizofonične magije. Y'all haters corny with that Illuminati mess, poje Beyoncé v svojem politično nastrojenem hitu Formation iz leta 2006. In res, težko je presoditi, katera teorija zarote je bolj vse prisotna v komentarjih, blog zapisih, YouTube videih in tako dalje. Je to teorija ljudi kuščarjev, ki poseljujejo telesa, zvezdnikov in politikov, ali teorija o iluminatih, skrivni frakciji, v kateri Beyoncé in njen soprog domnevno zavzemata vodilna mesta in s katerimi se povezuje številne dogodke iz nedavne zgodovine entertainment industrije, kot na primer smrt raperja Tupaca in pevke Whitney Houston. Ko Kylie Minogue poje I Can't Get You Out of My Head, tako odmeva tudi teoretika zarote. A ne le Kylie, tudi Britney se dotakne ta kolektivna paranoja. V mesecih tik pred njenim čustvenim zlomom namreč na splet prodre še njen drugi komad iz skrivnega albuma, naslovljen Rebellion. V njem poje Be wary of others, the ones closest to you, the poison they feed you and the voodoo that they do. But in rebellion there's a sparkle of truth. Don't just stand there, do what you got to do. The eye that is deceiving is the one trapping us in. I'm fighting a losing battle and my patience is wearing thin. But in rebellion, there's a glimmer of light and nobody claims the crown without some sacrifice. Nasprotju z Britney, Kylie v Can't Get You Out of My Head ne mučijo bučeči glasovi direktorjev glasbenih založb, niti šepetajoči glasovi okultnih korporativnih skrivnih frakcij. Kar jo preganja je nevzdržna agonična zasvojljivost sladkega občutka sveže zatreskanosti,
kjer je boj vselej že sredi subjektivitete same in ne zunaj nje. Ker glasovi ne prehajajo strani industrijskih velikanov, pač pa iz izmuzljive zvočne krajine naših teles. Tu se, čeprav v nehni agoniji, vendarle počuti domače in sproščeno. Zdi se, da Britney tovrstnih pritiskov ni prenesla, da se jih je zavedla prepozno. Ko bi le prisluhnila Kylinim opozorilom, da so morebitni nasilni vdori tujih teles, industrijskih parazitov, vršilcev bodisi akustične, bodisi okularne oblasti, manjša grožnja. Nenazadnje nam je Kylie že leta 1994 prigovarjala, naj bodo v imenu razumevanja naši problemi deljeni. Confide in me, confide in me, confide in me. Če bi Britney uspela slišati in odgovoriti na Kylin poziv, bi morda ugotovila, kje se poraja ta padec, ki ga sluti. Da prihaja iz hrupnih predoidipalnih globin, kjer do svojega glasu ne prihaja Britney, temveč tankni, schizoidni zvočni sistem. Da je padec neizogiben, da je navzdol vleče neznosen tok hormonskih teles, adrenalina, dopamina, oksitocina in dobršna mera raznoraznih toksinov ter mikrodelcev plastike. Teh res še ne znamo spraviti iz glave. Lahko se odklopimo od vse prežemajočih komunikacijskih mrež, se razstrupljamo. Ne moremo pa uiti dejstvu, da ni okolja, ki bi bilo nezaznamovano, mi v njem pa neobremenjeni. Sile nas vlečejo navzdol v kortizolske globine, za katere se zdi, da so morda zadnji kraj, kjer se lahko počutimo domače. Ravno tam smo tudi odporni na razne tehnike soničnega vojskovanja. Pop kolonializira šok in ga napravi za znosnega, domačega, odpornega na destabilizacijske poskuse. Če so v zgodnjih 2000-ih no-touch mučilne tehnike, se pravi mučenje brez dotika, kot je na primer neprekinjeno nabijanje Eminema ali Metalike v zanki, še bile implementirane, da bi zaobšle principe Ženevske konvencije, potem se danes te mučilne tehnike selijo iz občasnih klubskih prizorišč v mundana vsakdanja okolja. V tistih nelagodnih trenutkih, ko kofein že popušča, a je še prezgodaj za novo kavo, se moč zateči k poslušanju teh istih zank preglasne pop glasbe, da bi uspešno prestali delovni dan, pravzaprav skoraj kakršenkoli dan. In ko tudi preproste zanke komadov ne delujejo več, ko se zalotimo, da smo že na najvišji glasnosti, onkraj vseh priporočil zdravnikov in EU standardov, si lahko pripravimo montažo visokih tonov Ariane Grande. In ko še zanke visokih tonov ne delujejo več, no, takrat smo bodisi naglušni, bodisi imuni na hrup soničnega vojskovanja. Z drugimi besedami, takrat smo morda pripravljeni na boj. Ponovno, pop glasba se razide v splošnejšo pop zvočnost. V tem procesu pa se vršijo bistvene spremembe kognitivnega sistema. V tem smislu lahko pop ne le anticipira, pač pa vselej tudi že proizvaja nove načine obstoja v svetu soničnih ter informacijskih vojn. Če tudi novo tu nujno ne pomeni tudi boljše, pop vendarle deluje kot polje, kjer se perceptivne sposobnosti destabilizirajo in sesujejo, šele njihovo sesutje pa pripravlja teren za upor. Por, ki se je zmožen distancirati od paranoidnih fantazem teoretikov zarot in se postaviti na stran plastičnega dinamizma destabiliziranih teles oziroma njihovih lastnih schizoidnih fikcij. Šele na tem terenu, v polni meri, zadonijo padle besede Britney Spears, vzpostavljajoči se tankni, ki hlasta in hrope. Your body starts breaking in. They are not believing what they are seeing, 'cause you're rebellion.